Že je tukaj Valentin, ura je 10:11 in nadaljujemo z samo odpuščanjem oziroma odpuščanjem samemu sebi. Kako ta zadevica deluje, kako funkcionira odpuščanje, zakaj si sploh lahko odpuščamo. Mehanizem deluje na tak način, da imamo v nekem, recimo temu psihološkem ali duhovnem smislu kot neke vrste nevidne roke, za katerimi primemo neko zadevo in jo začnemo držati. In kaj držimo? Držimo določena prepričanja, verovanja, ideale, informacije torej. Smo neko vrste biološki robot, neko vrste bitje, ki ima možnost integriranja informacij v sebe. Torej smo kot neka vrsta informacijska posoda. Ko opazimo nekaj izven sebe ali ko nekaj slišimo, ko nekaj preberemo, je na osnovi tega nam ponujena neka informacija. In mi imamo v tistem trenutku možnost, da se odločimo za dve stvari. Prva stvar je to, da to informacijo zavržemo, da jo pač registriramo, poslušamo, vidimo, ampak ne postane del našega sistema, našega avtomatičnega odzivanja ali naših prepričanj, naših verovanj. Lahko pa se odločimo, da to informacijo sprejmemo vase, da se ji odpremo, da naredimo kot neka vrata v tej naši informacijski posodi in jo posrkamo, oziroma kot da bi jo začeli držati z neko nevidno roko, duhovno roko recimo temu. In to informacijo potem držimo toliko časa, dokler jo seveda ne izpustimo, dokler se ne odločimo, da bomo to informacijo odstranili iz sebe, odstranili iz naše informacijske posode oziroma iz nas samih. Z postopkom, ki ga upravljamo pri Destiny oziroma na splošno, je to postopek, ki je univerzalen. Gre za torej ozaveščanje naše lastne odgovornosti glede tega, da smo mi tisti, ki dopuščamo, da neka informacija pride v nas in da postane del nas. Gre torej za zavedanje lastne odgovornosti glede reprogramiranja nas samih oziroma našega lastnega operacijskega sistema. In samo odpuščanje oziroma odpuščanje samemu sebi je pravzaprav postopek odstranjevanja te informacije iz sebe. Ni pa samo odpuščanje samo odstranjevanje informacij, ampak je v bistvu prevzemanje odgovornosti za to, da smo v preteklosti ali neko informacijo sprejeli v sebe, ali pa da smo se odzivali na določen način. Odpuščamo si torej tako sprejeta prepričanja, kot tudi čustvene reakcije. Torej, naš akt, da smo po določenih prepričanjih delovali, in ker ta prepričanja seveda niso bila v skladu z univerzalno fizično realnostjo v tem trenutku, smo v našem umu zaradi konflikta med sprejetim prepričanjem in realnostjo v tem trenutku povzročili
konflikt oziroma trenje, ki ga zaznavamo kot čustveno reakcijo. In to ne glede na to, ali je ta energija pozitivna ali negativna, oziroma ali jo zaznavamo kot dober ali slab občutek. V vsakem primeru, katerakoli energetska reakcija je posledica konflikta. Je posledica tega, da smo v preteklosti v sebe sprejeli neko nerealno informacijo, ki nam onemogoča, da bi v tem trenutku v polnosti sprejeli univerzalno fizično realnost, taka kot je. Zato je pomembno, da iz sebe čim bolj intenzivno odstranjujemo ta nerealna prepričanja, te čustvene besedne mine, zato da postanemo čim bolj čustveno stabilni in da smo v vsakem trenutku, v vsakem dogodku sposobni biti čustveni stabilni in z zavedanjem prisotni v tem trenutku. Ker samo na ta način lahko zdravorazumsko delujemo in se obnašamo povsem odgovorno. Toliko za danes, lepo se majte, en sončen dan je danes, tako da upam, da se boste tudi vi kaj posončali, pa se vidimo zopet naslednjič. Čao!